majhni ljudje, to ne gre skupaj. Vse me boli, duša, srce, človek obupaj, človek obupaj, človek obupaj. Majhen narod, velike kanalje in polna korita. Narod, stopaj kvišku in dalje, vse do zenita, vse do zenita, vse do zenita. Kameleon in ministriraj, a ti, ki imaš ideale, delaj zastonj in z mano podiraj, z mano podiraj, z mano podiraj, podiraj. Dober večer. Tako dobro je biti tukaj v Domu kulture, med kulturnimi ustvarjalci in ustvarjalkami, med vami, spoštovana publika, po toliko časa. Smo sredi tedna ljubiteljske kulture, ki se je letos zaradi izrednih razmer raztegnil kar na cel mesec in je posvečen literaturi in literarnemu ustvarjanju. Tudi v počastitev 140. obletnice smrti Josipa Jurčiča. In zato bo tudi današnji večer posvečen literaturi in literarnim ustvarjalcem. Z nami so posebni gostje. Dva izjemna literata iz območja Ljubljana okolice, JSKD Ljubljana okolica. To sta Gregor Rozman, prozaist, in Milan Žnidarič, pesnik. Skozi njuna razmišljanja in literarna branja jih bo vodila Sara Špelec. Sara je tudi sama pesnica, jezikoslovka in preverjena voditeljica literarnih pogovorov. In celoten večer bosta z glasbo prepletla in povezala izjemna Katarina Jovančič in Dejan Lapanja. Katarina tudi pesnica, raziskovalka uspavank, kantavtorica, in Dejan, znani in odličen kitarist, znan iz številnih mnogih odrov in odličnih slovenskih zasedb. Tema oziroma rdeča nit današnjega večera, pogled skozi drevo. Ob tem smo imeli v mislih tudi minuli čas, ki si ga ne želimo več, pa vendar je bil ta čas tudi priložnost, da smo se lahko večkrat in globje zazrli skozi drevo. Kako so to storili današnji gostje, nam bodo zaupali sedaj. Tako da želim vam en prijeten in res lep ter navdihujoč večer.
Hvala lepa. Katarini hvala za ta štafetni mikrofon. Dober večer vsem skupaj. Zelo veseli smo, da ste se zbrali za današnje čase tako pretresljivo velikem številu. Je lep ta pogled, ne samo skozi drevo, ampak tudi na oder, ki ga več nismo vajeni. Kakšen pa je vajin najljubši razgled oziroma pogled in ali se ga da mogoče povezati tudi z vajinim najljubšim literarnim kotičkom oziroma kotičkom, kjer ustvarjata? Kdorkoli želi, začne. Milan. Ja, lep pozdrav vsem. Jaz največkrat pišem pesmi doma, vendar vsaka stvar ima neki vzvod. Ta vzvod je velikokrat iz okolice. Zdaj je ta okolica bila zožena na dom, vendar imamo to srečo, da tisti, ki živimo na podeželju, smo lahko obdržali stik z naravo in ni samo pogled skozi okno na drevo, ampak smo lahko tudi malo zakrožili skozi gozdove pod drevesi, vendar je moj pogled recimo na pesnjenje v bistvu sama pesem kot drevo. In ko gledam jaz skozi pesem, je pogled v ta svet, v to naravo ali pa med ljudmi ali pa v lastne korenine. Tako da je bila tudi priložnost zdaj v teh zaprtih časih, da se lahko posvetimo tudi poeziji. No, tukaj pa ima korenine domačin, Gregor Rozman, ki bo verjetno kaj povedal tudi o tem. Ja, v bistvu moj najljubši razgled se nahaja, jaz bom pa mogoče malo bolj šel v naravo, se nahaja nad vasjo Belo v gozdu Črnega Bora. To je nek gozd, ki ga že kar malo pogrešam, nisem ga obiskal že dobro leto. Je pa zanimivo, da ta razgled se začne nekako tako, da gre iz mene proti drevesom in drevesa so tista, ki zastirajo pogled na okolico. Da razgled v bistvu ostane v moji okolici, no, se pravi v bližnji okolici. Ta razgled je v bližini mojega doma tudi, no, da je zelo blizu, no, se pravi od Topola naprej, od vasi Topol proti vasi Belo. Tako da toliko, no, v bistvu te korenine so pač tukaj, so blizu, no, pač korenine Črnega Bora. No. Pa če mogoče kar ostanemo pri tebi še za hipec, a je sicer, se ti zdi, da je zate kot ustvarjalca pomembna ukoreninjenost v nekem kraju? Si lahko predstavljaš recimo, da bi deloval in pisal nekje drugje, ali te ta tvoj genius loci zelo zaznamuje? Ja, mogoče zdaj v tem obdobju karantene, ki se nekako končuje, v njem sem obiskoval kraljestvo Bukve. Se pravi, to je v bistvu, tam imam svoje bližnje, tako da živel sem v bistvu na dveh koncih in v tem času so tudi nastale te kratke zgodbe, ki govorijo o besedah dreves, ki bom danes tudi eno prebral. Tako da jaz ne vidim neke ujetosti, samo mogoče bi rekel, da sem medvoški topol pa vrbo zamenjal v bistvu ne ravno zamenjal, ampak sem jim dodal še žirovsko bukev in smreko. Zdaj v žireh je pač bukev doma, smreka je pa tujec, ne, je pa tujec v Sloveniji, pač drevo, ki ni avtohtono, tako da nekako so to moja 4 tipična drevesna
drevesne sorte. No. Če primerjam s pisanjem, sem tudi jih kar nekaj omenjal v tej kratkoprozni zbirki. No. Se pravi, je tvoj dom, če se že moraš s čim identificirati, je gost, ne? Kolikor sem imela občutek, tudi ko sem brala tvoje dela. Če smo pač na tem večeru glasbeno-literarnem, ne, pač govorimo o pogledih skozi drevo, sem jaz mogoče res dal kar drevo kot neko obliko, ki jo tudi lahko opisujemo v prozi in v poeziji za nek simbol, no, tudi v bistvu neko fizično in v bistvu tudi v bistvu neko tako mentalno, psihično v bistvu podlago, no, za ustvarjanje. Milan, si zapomnil, kaj sem vprašala? Ker je zate isto vprašanje. Zdaj jaz bi rekel, da nisem ukoreninjen ravno v kraj. Ti si iz Šentjošta nad Horjulom, Jaz ne? sem se preselil že tretjič v življenju. Aha, Tako tak vagabund. iz vasi v Ljubljano, potem pa iz Ljubljane nazaj na vas, tako da korenine vlečem za sabo. Ne? Sem pa dejansko navezan na določene kraje, ki jih sicer niso bili zdaj dosegljivi. To so sicer bolj urbani kraji, so to mogoče bolj Izola, Korčula, Sarajevo, absolutno Sarajevo. Drugače sem pa hribi oziroma gore. In taka točka, recimo je Polhograjska Grmada, na katero sem pred 5 leti, ko sem bil še mlajši, kar pogosto zahajal. In seveda ob tem so nastajale tiste pesmi, ki prihajajo, bi rekel, na sami poti ali pa ob samem razgledu. In se mogoče ločijo od ljubezenske poezije, ki je bila v začetku bolj primarna. Potem pa mogoče je tudi, da recimo v tem času sem opazil, da so recimo pesmi veliko daljše, kot so bile. Takrat, zdaj pa ne vem, je to res posledica ali pa vpliv recimo tistega, kar berem, ali pa tistega, kar se je dogajalo. Če sem prav razumela, imaš za nas 30-minutni recital danes, ne? Čez enih 10 minut, tako da prosim, naj vam ne popusti koncentracija. Ne se prestrašiti. No, ne bom te vprašala, kaj nosiš s seboj na te lepe višinske točke, da imaš toliko navdiha potem, lahko zadržiš zase. Me pa zanima, če se ti je v času tega karantenskega obdobja, ko praviš, da si začel pisati daljše pesmi, pa se ti je odprlo tudi kakšno novo spoznanje, kakšna nova točka v tvojem kraju, na katero prej nisi bil pozoren, si mogoče imaš od zdaj naprej kako svoje ljubo drevo, ki ga prej nisi imel, pa mu kaj prišepetavaš ali prebiraš, jamraš? Dejansko v tem času smo prehodili celotno okolico, vendar da bi ravno izbral drevo, jaz sem tudi bolj navezan na gozd že od mladosti. Vsak trenutek, recimo, če ni bilo dela, sem izkoristil pa pobegnil v gozd. Če bi pa izbral med drevesji, seveda mene nagovarja oblika lipe, vonjava lipe. Oblika same lipe je srce, a ne? Listi so srce. Tako da drevesa imam pa na splošno rad, imam nekaj tudi iz sadja, zdi se mi pa, da najlepše cvetijo jablane, ki pa žal letos
niso bile navdih, oziroma mogoče kakšna bolj žalostinka bi bilo pogled na cvetenje. To pa Tatjani predlagamo za naslednji natečaj potem, da bo Milan zagotovo poslal. Gregor, ti pa zagotovo imaš kakšno drevo izbrano nekje. Pa ni smreka, to že vemo, ali pač? Mogoče, mislim, nekaj dreves je, ki jih obiskujem, pa nekaj jih je tudi, ki jih že dolgo časa nisem obiskal, in mogoče bi omenil eno od bukev proti vrhu Gontarske planine, ki se začne, v bistvu je moje 20 cm je premer, začne se v bistvu pravokotno na tla, potem pa po enih pol metra pravokotno se obrne in potem vzporedno z tlemi nadaljuje rast, jaz bi rekel, skoraj 10 metrov. In je res neverjetno drevo. In kljub temu raste, zeleni, in me zelo spominja na to, da tudi če imaš v življenju zlomljeno hrbtenico, če te vse teži, se vprašaš, tam v naravi je pa neko drevo, ki kljub vsem tem fizičnim preprekam uspeva, raste, zeleni. Je pa res, da nisem obiskal že po moje kakšne 2 leti, tako da bo verjetno treba počasi spet na romanje. Da se ne bo od žalosti povesila slučajno zdaj, ko... Da se ne bo, vse drevesa so zelo trpežna. Sam je pa mogoče bi jo edino kakšno drugo drevo, če bi padlo na njo, bi jo verjetno pa polomilo. No. Prispevki, ki ste jih poslali na literarni natečaj, so nastajati začeli v času karantene ali že prej? Ja, v bistvu te prispevke, ki sem jih poslal, enkrat sem dobil mail od Tatjane, mislim, da, in je v njej bil razpis nekega natečaja za pošiljanje proze, pa pesmi, pa tudi slikarsko udejstvovanje, ne. In ravno takrat sem, ko še mesec, 2 sem pisal kratke zgodbe o drevesih, o pogovarjanju ljudi z drevesi, in sem pol rekel, pa dajmo poslati, ravno mislim, da sem imel 5 napisanih in sem ravno teh 5 poslal. Eno bom tudi nocoj prebral, ampak je v bistvu modificirana, ni tako, jo ti poznaš, je mogoče malo izboljšana ali pa tudi poslabšana. Ne vem. Ja, v karantenskih časih pisati je bil v bistvu izziv, zaradi tega, ker ni se veliko dogajalo. Ne, v bistvu, ne. Čepeli smo, jaz sem čepel v 2 občinah, ker sem imel soglasje partnerice, da se kot oskrbnik otrok, ne, pač kot družinski član vozim k njim na obisk, ne, in sem potem v bistvu sem se znašel na 2 mestih in je bilo pač ta nova lokalna skupnost neka širina se je pojavila, neko okno, tako da dejansko že to je pač kotlina obdana z griči, s hribi in tudi veliko drevesi, tako da je bil že navdih, ko smo okoli hodili veliko. Že iz občine v občino, ne, navdihujoče. Večinoma sem bil pač, ko sem bil tam, smo bili kot družina, v Medvodah sem bil pa kot sam, ne, sem deloval kot sam in v Medvodah je veliko nastalo besed, ne, veliko vtisov je nastalo pa na tistem koncu, na Gorenjskem koncu, tako da neka nova govorica. Jaz mislim, da ne bom nikoli izdal knjige, ki bo imela isto govorico kot prejšnja knjiga, ne. Tako da te 2 zbirke, ki sem jih izdal do zdaj, ko so šle, pa še 2, ki niste šle, vsaka ima svojo govorico. No, ta tvoja drevesna govorica, ki jo boste zdaj kmalu zaslišali, je res nekaj posebnega. Milan, oprosti, spet te moram vprašati, ker ravno prej sva se pogovarjali, kako imaš odličen spomin, preverjamo. A si zapomnil vprašanje, ali ga ponovim? Ne vem, ali sva res govorila že prej? Milan, ne? Ja. Gregor? To sprašuje. Jaz mu ves čas pravim, da on mora imeti en stand-up, ker
Naj povem, Milan je zelo liričen pesnik, zna pa biti tudi neizmerno duhovit, imaš skozi neke take bodičke v pesmih, tudi v teh. Sicer ne vem, če sva danes ravno te zbrala, ampak absolutno vam priporočam branje, no. Skratka, zdaj bom pa tebe vprašala nekaj drugega, da ne boš dokazoval, kako se vsega spomniš. Če se je v tvojo ustvarjalnost zdaj v tem času prikradla kakšna nova beseda, ko smo recimo skozi poslušali o tem, da živimo ali v karanteni in tako naprej, pa neke nove besede smo si kar naprej izmišljevali. A si opazil tudi kaj takega pri svojih pesmih oziroma kratkih zgodbah, če si jih pisal? Zdaj, moram reči, da vame je v bistvu dejansko stopila, bi rekel, literatura drugih, a ne. Tako da nekaj svojega, recimo, da bi zdajle prav kakšno besedo našel, verjetno je, zaradi tega, ker vedno iščem vsej povezave, a ne, ali pa Dreveščina. Vejanje nekje, recimo, med besedami, ki je pa zelo tako, no. Zdi se mi, recimo, da vpliv, a ne, tega časa je spremenil marsikoga in nabor besed mogoče spremenil. Ali pa povezava med besedami. Tako da so te verzije resnično narasli na dolžine, lahko tudi pesem v neki strani. Prej sem se držal recimo trovrstičnic, petvrstičnic. Je pa tako, no. Zdaj, da bi mogoče recimo so drugi kaj opazili, ampak zdaj... Vprašamo tvoja soproga. Zdaj razen na pesmi si, recimo, ali pa na Facebooku zelo malo objavljam, čakajo pa pesmi na kakšno novo zbirko, ampak nekje to ne pride še na vrsto. Milan se je torej odločil, da bo odgovoril že na vsa moja vprašanja, naslednja. Zato bi te prosila zdaj, da mogoče najprej s poezijo začneš, da ne boš preveč odgovarjal. Pa nekaj prebereš in potem še Gregorja, da prebere eno svojo drevesno liriko. Za začetek bom eno pesem prebral, kaj se zgodi, če drevesa ni. Ta podbočja so plazovita. Utišal bom svojo besedo, kakor utiša ravnina bobnenje plazu. Stalil bom negibnost in izginil med korenine temnega zatočišča. Samotni žerjavi bodo leteli čez skrbno izbrane smeri v nenasičenost prihodnost. Reke bodo neslišno zibale svoje polne boke v oprijemu bregov. Ploske sence smrek se bodo mečevale od zahoda do vzhoda. Ponovljeno bo vse, povsod, kjer bo utišana moja beseda, ko zvečer poravnam račun za požirek dneva. Gregor, tebe bomo slišali v živo ali na posnetku? V bistvu oboje, no. Pripravil sem v bistvu v zvezi s temi kratkimi zgodbami, ki sem jih zdaj pisal, sem pripravil en manjši performance, tako da upam, da vam bo všeč.
bistvu kratka zgodba je v bistvu najdaljše delo, ko ga bom nocoj prebral, tako da ne pobegnete. No. Srce moškega. Peku iz vasi, ki je mejila na Bukovo Jelov gozd, se je v letu dni zgodila dvojna nesreča. Najprej je umrl njegov največji učitelj, njegov oče. Potem pa je izginila še njemu največja ljubezen, njegova žena. Prvi je spremljal njegovo otroštvo, druga je spremljala njegovo mladost. Objokoval jo je in iskal v svojih spominih, kjer je prešteval nasvete, ki mu jih je predal oče, in tople objeme, ki mu jih je nudila žena. Ko se je iz obupa podal v gozd, je njegovo srce komaj utripalo. Ker se ni več vrnil, je ljudi začelo skrbeti, saj so imeli dober odnos z Jelko in Bukvijo, ki sta bili materi Sestoja. Prav tako so pogrešali sveže pečene hlebce kruha in pite. Vaščani so se podali v gozd, da bi poiskali svojega Peka, vendar za njim niti psi niso našli sledi. Potem pa je skozi vas šel neki popotnik, trdil je, da je menih. Vaščani so ga poprosili, naj tudi on poskusi najti izgubljenega moškega. Ustavil se je najprej pri najstarejši Jelki, nato pa še pri najstarejši Bukvi. Naslonil se je nanjo in v srcu začutil odgovor. Moški je bil mrtev, ujet v deblo starega gorskega javorja, ki se ni odzival na sporazumevanje z drugimi drevesi. Bil je namreč samotar. Gorski javor je umiral, kot je v njem umiral duh Peka. Menih se je stresel od groznega spoznanja. Padel je na tla in zaspal. Med spanjem je zaslišal mistični glas. Drevesa v gozdu, ki ga oblikuje človek, so samorastniki. Drevo, ki ga posadi človek zraven drugega drevesa iste vrste, da bi pridobival njegov les, je obsojeno na kratko življenje. Njegove korenine zaradi presaditve se niso sposobne prepletati z drugimi koreninami dreves iste vrste. Vendar takšnim drevesom že tako ni usojeno dočakati visoke starosti, saj jih že v prvih 100 letih gozdarji odkažejo in sekači požagajo zaradi lesa. Človek torej oblikuje gozd po sebi. Ker sam ne zmore sobivati, je obsojen na samoto. To ni življenje, ampak životarjenje. Če nimaš nikogar, ki bi mu pomagal in bi ta povsem spontano pomagal tebi, ko bi oba potrebovala sodelovanje, potem ne moreš slišati besed dreves in gozda. Ne moreš sobivati, ker ne razumeš plemena in se ne znaš prepletati. Umirati začneš že ob rojstvu. Ko se je menih predramil, je menil le trenutek. Vrnil se je v vas in naročil, najlepša devica nabere košaro jabolk in jih pusti ob vznožju gorskega javorja. Potem pa najmodrejši starec natoči mero mladega vina in ga prav tako pusti ob vznožju istega drevesa. Devica ter starec sta to storila. In zjutraj so ljudje iz gozda zaslišali gromozanski trušč, nato pa otroški jok. Prihiteli so do porušenega starega gorskega javorja in izmed njegovih korenin zgrabili nožici in kvišku potegnili dojenčka. Menih pa ni bil menih, ampak je bilo v njegovi prisotnosti mogoče občutiti navzočnost gozdnega duha. Preden je njegova podoba začela bledeti, je sveti mož vaščanom naročil. Nihče ni edini. Nihče ni nezamenljiv. Žensko v življenju moškega pozdravi nova ljubljena ženska.
Očeta v življenju sina pozdravi starejši prijatelj in vzornik. Tudi v gozdu je tako, da vrzel z zapadlim drevesom zapolni drugo drevo. Zato ne objokujte končanih ljubezni in ne obupujte nad preminulimi sorodniki. Ti bodo še vedno z vami, v drugih telesih, drugih deblih. Hvala, čudovito. Zdaj, ko je tako zadišalo po gozdu, pa naj zadiši še po domu. In vidiš, Katarina mi je povedala še po čem, a je pismo v Kanado. Ne, samo po domu. 1 točkica. Po ne domu. Po ne domu. Rodim se iz toče granatne, po vojni mi koža diši. Bežim pred pozabo življenja, predvsem, kar vidijo vaše oči. Tu nisi doma, tu nisi doma, tu nisi doma. Dom ne dovoli ostati, dom nikogar več ne pozna. Plazim se skozi puščave, moj dom ožganina sredi srca. Trebuhu čolna potujem, ne vem nekod in nekam. Morje razžrto od besa, le v njem se to noč lahko prepoznam. Tu nisi doma, tu nisi doma, tu nisi doma. Dom ne dovoli ostati, dom nikogar več ne pozna. Hodim po oceanih, moj dom je v gobcu morskega psa. Strah sem, ki riše ga meja, hrana steklih sem psov. Z verige ste jih spustili, da k vam ne smem, da ne morem domov. Nihče noče zapustiti doma, edino, če te dom prežene k obali. Edino, če ti reče, podvizaj se, prosjači, reši se, pozabi ponos, tvoje preživetje je pomembnejše. Nihče noče zapustiti doma, dokler dom ne postane preznojen glas v tvojem ušesu, ki ti govori, pojdi, zbeži od mene. Ne vem, kaj sem postal, a vem, da je kjerkoli drugje varneje kot tu. Dom ne dovoli ostati, dom nikogar več ne pozna. Svojega telesa, med mano in domom spi paku brez dna. Med mano in domom paku brez dna. Med mano in domom paku. Pa gremo spet k Gregorju. Štafetni mikrofonček, hvala. Odlično.
Širša javnost te pozna predvsem kot zmagovalca na Festivalu mlade literature Urška nekaj časa nazaj, pa potem seveda tudi kot prozaista. Ampak malo kdo pa verjetno ve, da si se preizkusil tudi kot tekstopisec. Sem zasledila, da si napisal odličen tekst, Druga reka je naslov. Boš povedal kaj več o tem in se še imaš namen udejstvovati v tem pogledu? Ja, tako kot sem že omenil, imam zelo rad neprestano menjanje glasu, se pravi govorice. In ena od želja je bila vedno, da bi napisal nek tekst za glasbo, da bi s kakšnim glasbenikom, skladateljem sodeloval. In že velikokrat sva z Markom Mozetičem, Mozotom, govorila o tem, da bi napisala kakšen komad skupaj. In ker sva oba dva Medvoščana, sva potem napisala nek medvoški song. Začela sva pa tako, da sem nekako sedem zložne kitice pesmi pričel pisati in je potem ona enkrat rekel tako vletel do mene s kitaro in takrat so bili še te časi, ko smo lahko bili zelo svobodni, ne. In sva potem še malo popravila te kitice in je nastala pač tak neke vrste medvoški song, ki ga je uprizorila godba Medvode, zelo dober. Moram reči, res sem bil zelo srečen, ko sem to slišal. Pa tudi moram reči, da je prav na tem odru v okviru oddaje Prizma optimizma tudi Big Band RTV Slovenija zašpilal to v swing varianti, no, s pevko Ivo Stanič, no. Tako da to je bilo res krasno izkušnja v mojem življenju. Upam, da se bo še kdaj ponovila. Tako da, toliko. Ampak to je bila bolj izjema, drugače se ne... Ja. V bistvu, kar se tiče pisanja tekstov, zaenkrat je bila to izjema. Verjetno se bo še kdaj ponovila, pa tudi kakšna poezija je tudi verjetno kdaj nastala. Predvsem v srednješolskih klopeh, pa mogoče pol kasneje v študentskih letih sem zelo rad pisal sonete, no, tako da. Tako, no. Ne bom te vprašala, če nam boš kakšno kitico odmrbral mogoče, pa gremo k Milanu. Milan, midva sva se spoznala pred nekaj leti na pesniškem portalu Pesem.si, katerega ustanovitelja sta danes tudi tukaj med nami, zato morava paziti, kaj govoriva. In tam so tako rekoč vse tvoje pesmi podčrtanke, ne. Jaz se sploh ne spomnim, a je kakšna pesem, ki ni podčrtana. Ni. Je tudi kakšna nepodčrtana. Mogoče si pa zbrisal potem tisto, če kaj ni. Ja, to tudi je. Sicer je kar precej, bi rekel, zapisanih pesmi na Pesem.si, pa neobjavljenih. Tako da so v ozadju. Te so nepodčrtane. Me moraš nadmudriti, ne. Ampak velikokrat si pa tudi v igri za takšne in drugačne nazive, se prijavljaš na različne natečaje. Recimo, jaz ne vem, nisi bil ti že enih 100-krat v polfinalu pesniškega turnirja. In vedno, ne pa v finalu, v grand finalu. V polfinalu sem bil samo enkrat, v finalu sem bil pa ne vem, pa 10-krat sigurno. Tako približno, ja. Zdaj tako, v bistvu sem jaz začel s ponovnim pisanjem prav recimo zaradi tega pesniškega turnirja. Slučajno sem naletel na pesem Miza za dva pri oknu. Ja, od Lucije. Od Lucije, ki je bila tudi nekaj časa na Pesem.si kot urednica. Lucija Mlinarič, kako se že piše? Mlinarič. In potem sem prišel tako do Pesem.si. Je pa res, da sem svojo pesem poslal kot, tako bi rekel, da sem se predstavil javnosti kar direktno na pesniški turnir. In medtem, ko smo čakali rezultate, sem jaz pač rekel, da moram pa jaz malo preveriti, kaj je z mojo poezijo, in sem začel objavljati na Pesem.si. In
je bila kar sprejeta, no, tako da sem šel. Potem sem pa pač se uvrstil v polfinale pesniškega, izbran med 24 in potem pač tisti teden nisem imel apetita oziroma nisem mogel jesti, ker je bil to pač moj prvi nastop. Potem sem bil izbran tudi naprej v finale in potem še en teden nisem jedel. Tako da, ker zelo je težko nastopati, bi rekel, vse od začetka svoje poezije, niti sam nima še tega odnosa pa poznavanja sam sebe, da bi razbral recimo, ali se že tukaj oblikuje, ali je samo trenutni navdih. Se naslednje leto pa si sestavi zmagovalni jedilnik, da boš končno slavil. Ne, to sem pa rekel, da če enkrat pač dobiš naziv, potem ne bi več A bi se odmaknil z javnosti? Mene pa zdaj je boljši, če nastopiš, pa raje nastopam. Drugače samo to, da povem, da ne boš tako v anonimnosti in skrit. Če koga zanimajo Milanove pesmi, objavljaš pod psevdonimom Jošt, ne? Oprosti, da sem povedala. Oprosti, gremo naprej. V začetku res nisem želel, da bi kdorkoli vedel. Pardon. Ampak kaj pa sicer nagrade? Se ti zdi, ko praviš, da če bi dobil to nagrado, da bi se odmaknil z javnosti, dobro, se hecava malo, ampak ti je to toliko pomembno ali se ti zdi, da ti je sam ustvarjalni proces, da je to tisto, kar te žene naprej? Ne gre tukaj za nagrade. Gre pa recimo res za ta sodelovanje oziroma, ne vem, ko prideš recimo med druge, ko lahko drugim prisluhneš, potem začneš verjeti, da ko si med dobrimi, da mogoče tudi, mislim, vsekakor se mi zdi prav, da se vsakdo, ki nekaj ustvarja, tudi publiki predstavi. Ne gre zdaj za... Jaz včasih pravim, da včasih je res recimo vprašanje kvalitete, ampak vsaka stvar, ki se zapiše, recimo zlasti zborniki, ki izhajajo, recimo, ko jih več avtorjev izda skupaj, niti ni pomembna to kvaliteta, ker to je en zapis časa, zapis enih ljudi in jaz mislim, da recimo v prihodnosti, tudi če danes niso te stvari odmerne, ker vemo, da ogromno je pri nas, recimo se izda tudi v samozaložbi zbirk in tako naprej, ampak recimo ta vsota vseh teh zbirk in tega bo krasen pokazatelj določenega časa iz vidika literature ali pa življenja. In koliko diplomskih nalog bo nastalo na to temo? Kot morda tudi o Gregorjevi drevesni liriki, kot ji jaz rečem, odkar sem jo prebrala, pa me zanima, od kod ti drevesa ujeti možje pri tebi? Simbol česa je zate to, kot nekakšni gozdni duhovi? To je res zanimivo, ker to je nek motiv, ki se ponavlja skozi vse te pripovedi in je zelo presunljiv, ganljiv. V bistvu ne bi vedel, mogoče bi mogli vprašati vrhovno božanstvo, ki narekuje te besede. Po moje bi jaz rekel, da je to zato, ker bitja, ki lahko govorijo govorico ljudi, živijo v deblih dreves in se sporazumevajo z raznimi mistiki, ki hodijo v gozd. Tako kot ta menih v tej zgodbi, ki je slišal lahko drevesa govoriti, ko jih vaščani sami niso mogli.
je potem nek pripovedovalec dodaten, nek razlagatelj neki civilizaciji, ki je izgubila že s tem, ko smo izumili besedo, smo se odmaknili od narave. Ne. V naravi besede ni, živali in rastline se pač sporazumevajo brez besed. Tako da z tega vidika smo se mi umaknili, no, in poskušamo nekako stopiti v kontakt z rastlinami in obstajajo študije, po katerih se merijo te energetsko sevanje rastlin, ne, kaj rastline čutijo, kaj sporočajo, bodi si preko korenin, bodi si po zraku, kot valovanje. Tako da tudi dosti tega je povedanega v tej kratkoprozni zbirki. Vsa ta dognanja znanosti, ki so z nami tam od 70-ih let naprej, ki so se tudi v bistvu nekateri naši bolj liberalni gozdarji posluževali teh dognanj in so jih tudi učili, tudi celo na fakulteti, no. Kar zdaj šele prihaja skozi Evropo ven tudi do nas, ne, tudi neka knjiga je šla nekega nemškega gozdarja, ki piše o skrivnostnem svetu dreves, ne. To so naši gozdarji vedeli že v 70-ih letih. So to učili, tako da, no, zdaj mogoče malo citiram tudi mojega kolega, s katerim vodiva branje drevesom, Jakoba Šubica, ki ga zelo spoštujem, ker je pač gozdar z velikega, jaz mu rečem tudi gozdni mistik, no. Tako da on dejansko pa je nek človek, ki bi jaz rekel, da on sliši drevesa govoriti. Pa sta preverjala, kako se drevesa odzivajo na te tvoje pripovedi, so zadovoljna? Jaz, če čisto povem, po moje drevesa čist malo briga, kaj imam jaz zapovedati, ne. Drevesa so tam. Tudi smreke? Ja, tudi smreke. No, smreke so tujci, zaradi tega jih pač nekoliko bolj v bistvu odtojeno opazujem in doživljam. Po moje, jaz bi rekel tako, da drevesa enostavno so pod temi pogoji, pod katerimi rastejo. Drevesa, kar se sliši verjetno absurdno, ampak ni to normalno, je to znanstveno, rastejo iz zraka, ne. Vodo dobivajo iz tal, iz zraka dobivajo ogljik, se pravi trda snov pride iz zraka. Samo življenje seveda dobijo prek zelenja, prek klorofila in prek sonca, ne. Tako da to je tudi že te podatki so toliko zanimivi, da kar terjajo opisovanje in raziskovanje teh sveta dreves in rastlin. Jaz bi vaju prosila zdaj, da date drevesom malo klorofila oziroma poslušalcev s svojim poetičnim prispevkom. Kdo bo začel? Mogoče bi tudi Milan zdaj. Prav, Milan, izvoli. Drevesa so tudi družinska drevesa. Logos stvarjenja in logos popkovine. Tako je bilo. Ko je otrok po božji podobi rojen iz žene, v katero se je zlil mož, poznal dovolj besed, je postavil vprašanje. Mož in žena sta verjela, da poznata vse besede, zato sta imela odgovor. S tem odgovorom je otrok odraščal. Postal je mož in si poiskal ženo. Postaviti je želel vprašanje, pa ni našel dovolj besed. Ženo, ki jo je našel, je prosil, če mu lahko pokloni besede, ki so mu manjkale. Vendar žena ni vedela, katere besede mu manjkajo, in ni imela dovolj besed, da bi ga to vprašala. Zato sta na nezastavljena vprašanja drug drugemu odgovarjala s tišino. Mož se je tih izlil tišino žene in iz njene tišine je zajokal otrok po božji podobi. Ko je otrok poznal dovolj besed, je postavil vprašanje.
vendar oče in mati nista želela odgovoriti z odgovorom, s katerim sta odraščala. Ker sta vprašanje shranila v tišino v sebi, sta bila izgnana v krik. V tem kriku je otrok odraščal. Zdaj bi pa prebral še 3 krajše poetične proze iz zbirke Elementi. So pa v bistvu dost močne, tako da mogoče bom kakšno sekundo več med njimi pauze naredil, tako da nobena pa nima naslova, tako da tudi zaradi tega verjetno težko jih ločiti. Draga ptica, sprašujem se, kako je v deželah, ki jih obiščeš, kako je na planjavah, ki jih ne bom nikoli videl in jih lahko le nekako čutim skozi druge. Veselim se tvojega plahotanja po neznanem, medtem preprosto sem. Obstajam, dokoder je segel veter in odkoder rastem iz zraka. Postajam večji, nedaleč stran od korenin prednikov. Ostajam dom, v katerega krošnji si počivala v hipu mojega in večnosti svojega časa. Če bi se ponovno rodil kot drevo, bi še enkrat storil vse, da bi umrl kot gozd. Vame si vstopila skozi rano. In ko sem porasel in se je rana zaprla, si ostala ujeta v dečku. Moški pa ne more do tebe. Vendar obstaja ritual. V reki se dotaknem morja, v deblu se dotaknem gozda, v vetru se dotaknem neba. Tako potujem in se prenašam. Dotikajoče teh bitij se dotaknem tudi tebe, ker se jih nekje dotikaš, da moj dotik najde tvojega. Če hočeš biti svoboden, se prej pusti ujeti. Če želiš biti velik, se najprej pusti objeti. In štafeta gre k našima čudovitima glasbenikoma, ki jo prosim zdaj za litanije psoglavcev. Ta je tudi iz pesem Pika si, samo malo predrugačena. Zdaj vsaj vem, kdo je Jošt. V tej pesmi ni dreves, na žalost. In smo plesali po žerjavici, po katero je hodil Kosta, ne vedoč, da je peč že razbeljena. V peči gori, gori pod nogami, gori v pljučih, gori v mitohondrijih permafrosta, gori v templjih gospodarjev. Brez panike, brez obupa, psoglavci, Božja beseda je sledeča.
vseh nečistosti se bomo lotili z vso resnostjo, odgovornostjo, vzajemnim konsenzom. Naš čas bo kljuboval vsem zastrupitvam, onečaščenim epidemiološkim slikanicam, nesnažnim nakanam disidentov. Naš čas bo večji od kataklizem, s katerimi nas strašijo prikazni, ki niso bile umesene iz domorodne gline. Naša semena vsebujejo blagoslovljene elektronske kode. S pritiskom na Enter vam bodo obilno obrodile. Nudimo blagotrajen popust za vse rejce slehernikov. Soglavske litanije so napisane. Obrazi ljudomrznih otrok kamenijo v svetlo prihodnost. Črne prste imaš od saj, psoglavec. Izpljuni me vse do medzvezdja temnih rek. Mar ne veš, da sem pesem? Pesem sem. Gorim kot svinec. Moje osmojene dlake zborovsko uglašeno prepevajo. Sveti D.T. prosi za nas. Sveti V.O. prosi za nas. Sveti J.B. prosi za nas. Sveti R.E. prosi za nas. Sveti I.J. Sveti V.S. prosita za nas. Svete korporacije prosite za nas. Svete krave zakoličite nas. Kimam, molim, moledujem, 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 kimam, molim, kimam, molim, kimam, molim, kimam, molim, kimam, molim. Kaj mi drugega preostane? Ob takih glasbenih točkah obmolkneš, zdaj pa me zanima, če tudi vajina najljubša glasba tu in tam kar tišina, in seveda štafetni mikrofon, ki ne zagotavlja tišine, ali ste se tišine v teh karantenskih časih že prenasitile. In pa kaj ste v tem času brala, poslušala, gledala? Ja, dobro vprašanje, ja, tišina. Pri meni velikokrat nastopi tišina, s tem, da jo izgovorim, a ne. Zdaj, ta nasprotja, a ne, so v bistvu
res tista, ne, ko dajo razmislek. Zdaj ne vem, če bom lahko na tole kaj odgovoril, ampak bom probal napisati kakšno pesem v prihodnje. Je pa res, da pravzaprav skoraj nikoli nismo več v tišini. In ko začnemo govoriti o tišini, ugotavljamo, da nekaj pogrešamo. Zdaj ni samo tišina tisto, kar pogrešamo, ampak verjetno je tišina zaradi tega, ker ni odgovorov. Ampak prednost poezije je mogoče spet v tem, da se sprašujemo, a ne. In pač nadaljujemo svojo pot. Zdaj, če pa zapustim zdaj tišino, pa grem med besede, ki sem jih prej biral, me je pa najbolj nagovorila v tem času Nobelova nagrajenka lanska, Louise Glück. Jaz moram reči, da je prej nisem poznal. Nisem vedel, da je to že šla zbirka predčasno. Tako da sem najprej v angleščini nekaj našel njene poezije in potem seveda, ko te nekdo nagovori, zdaj njena poezija se mi zdi kar precej, kar recimo eno tako težo, pod katero sem se znašel, da sem se lahko pobral mogoče tako, da sem začel odgovarjati na to poezijo in začel v bistvu nekje pisati. En tak delovni naslov je, se niti zdajle ne vem, mislim, da Louise o dvojini še nisva govorila. To je v bistvu tudi malo odziv na eno pesem, na katero še nisem odgovoril sicer. Ko ona našteva eno. Tako da mislim, tako da če bi rekel, ali je na tem področju bila narejena kakšna škoda zaradi meni, recimo na področju poezije, zaradi teh časov, potem bi lahko celo to zanikal, a ne. Moram reči recimo, da jaz rabim mir, ko pišem, a ne. Tako da Cankar je samo enkrat materi rekel, ne zdaj, moja žena to pogosto sliši, a ne. A piješ bar kafe? Ne, kavo niti ne pijem, a ne, tako da niti tega veselja v bistvu ne naredim. Ona je šele po poroki izvedela, da jaz kave ne pijem. Samo viski? Tako da ona je pa velika kofetarica, tako da, ampak v zakonu je treba tudi kaj prenesti. Gregor, kaj si pa ti prenašal oziroma si se odločil, da česa pa ne boš prenašal v času karantene? Bodisi kakšne zoprne novice, ki smo se jim nekateri odpovedovali, ker so nas spravljali še v slabšo voljo, pa smo mogoče raje gledali kaj, kar nas umetniško, kulturno bolj izpopolnjuje. Da si šel k svojim drevesom. No, nisem toliko obseden z drevesi, tako da moram sam povedati, da meni je bilo, jaz bom povedal, kaj sem najbolj obžaloval. No, najbolj sem obžaloval, da nisem šel poslušati v Filharmonijo v Beethovenovem letu 9. simfonije, ne. To je mogoče bi največja izguba karantene. Največji plus v karanteni je bil pa tak Ljubomir. Jaz sem moram povedati, koliko je bilo lepo, da so se ljudje malo umirili, da so nehali divjati, da so se vrnili k sebi, zaradi tega, ker imam občutek, da ljudje
enostavno ne znamo več biti sami in sami s seboj v tišini, no, ko si prej omenila tišino. Nekaj najbolj čudovitega je, da prisluhneš tišini, bodi si v Faradajevi kletki v stanovanju, ne, v železobetonu, bodi si sred gozda, sred najljubšega sestoja. Predvsem moraš takrat nekako spustiti vse za sabo, vse, kar te teži, in poskušati najti stik samim sabo. Vse prijatelji bodo prišli, družba bo prišla, družina pride na vrsto, služba in tako mora neprestano biti v mislih. Ne, in tisto uro, dve, ki si lahko sam, poskušaš spet graditi sebe. Ne. Ker dejansko je, meni se zdi fajn, da se vprašamo, kdo smo, ne, vsake toliko časa. Ker ni nujno, da sem vedno enak. No. Tudi mogoče v vsakem tistem času, trenutku, ki se ga vzamem zase, ne, sem nekdo drug. Ne. To je zdaj tako zapleteno, da dejansko, če ne bi imel imena pa priimka, verjetno bi se vedno sprašal, kdo sem. Ja, to si zdaj odprl debato še za vsaj 2 uri. Za kakšen drug večer. No. Mogoče še za kakšen nadaljevalni večer. Jaz sem pa eno drugo stvar opazila, pa zdaj ne vem, a si samo domišljam, ampak dejansko že po številu občinstva danes tukaj, no, ko vemo, kako je ponavadi na literarnih večerih, da smo zadovoljni, če jih je v občinstvu več, kot nas je na odru, ne. Zdi se mi kakor, da se je v ljudeh spet zbudil neki interes za poezijo in literaturo. Vem, da je bilo nekaj literarnih večerov, kjer se nas je za siceršnje razmere kar trlo. Imaš tudi ti mogoče tak občutek, si opazil, dopuščaš možnost, da je to tudi pozitiven premik, no, v teh pandemičnih časih? Ja, jaz v bistvu bom opisal, kako sem pregledal, kakšne so bile moje izkušnje prej, pa kako zdaj. No. V prejšnjih časih, ko je bilo še vse bolj svobodno, so na literarni večer prišli v povprečju 3 obiskovalci. En je čakal za šankom, da se bo čim prej prenehal literarni večer, ne. Drugi obiskovalec je bil predstavnik lokalnih medijev, ker mu je urednik rekel, da mora priti na literarni večer. Ta tretji obiskovalec je bil pa prijatelj od literata, ki je potem vinjenega literata odpeljal domov. To je povprečje literarnih večerov v prejšnjem obdobju. Ne. Zdaj, v novem obdobju bi jaz predvsem rekel, da se neka klasičen medij, kakršna je literatura, spet prebuja zaradi tega, ker so se ljudje, ki so bili prej navajeni potovati, se družiti na pač večjih prireditvah, mogli poiskati neke nove medije, nove stare medije. In mislim, da je to tukaj razlog, da se predvsem ljudi, ki so želeli priti na neko prireditev, ne, da so potem drli na literarni večer, kot si rekla, da jih je bilo več. Ne. Pa tudi zaradi tega, ker po moje, da je zelo majhna verjetnost, da bo kakšen inšpektor prišel na literarni večer. Ne. Da prej bo prišel, če bo pisal koncert, ali pa kaj glasba, ali pa gledališče, tako, ne, ker je možnost, da bo večji obisk. Ne. Tako da inšpektorji so še vedno v prejšnjem veku, tako da bodimo veseli. Ne. Tako da zdaj treba izkoristiti in čim več literarnih večerov, čim več obiskovalcev. Ne. Milan, si tudi ti opazil, da se na tvojih nastopih kar tre ljudi, sploh ko imaš stand-up? Zdaj tako je, ne. Mislim, da sem eno svojo hčerko danes po enem mesecu videl. To se pravi zelo pozitivno. Je zrasla? Sicer pa ne vem, tako pozabljam, a ne? Ja. Ja, tako da lahko je bilo tudi. Sin? Ja, to bi. Drugače pa, jaz moram pa reči, da sem imel pa v življenju eno srečo. Jaz sem sicer izdal eno zbirko do zdaj samo, in ki je najprej šla, to si skoraj vejo, v enem izvodu, potem sem naredil pa natis.
Izvod je bil sicer samo ženi namenjen. Ampak pač nekaj sorodnikov ima, pa imam pa tako naprej, a ne, in so bili veseli v bistvu tudi tega izvoda. Potem so me pa v vasi Šentjošt, ne, enkrat so rekli, a ti pa nekaj pišeš, a ne. Ja, pišem, pa bi naredili pri nas to se pravi za Prešernov kulturni dan, a ne, to se pravi praznik, predstavitev tvoje zbirke pa tebe kot tako. In seveda je prišlo več kot, mislim, da je prišlo okrog 100 ljudi. Tako da enkrat Pa nisi bil nikoli vinjen, več ko si gledal. verjetno kar, seveda, bil je pač namesto proslave, a ne, ampak mislim, da se to, ne vem, morda se je lahko to še kaj v tej vasi dejansko to ponovi, no. Če ne drugega, pa greš med drevesa, ki jih je recimo okrog 100 okrog tebe in potem zadostiš tej številki, ne. Če se slučajno ne bi, ampak jaz mislim, da ti boš uspel, Milan, jaz verjamem, sem prepričana. In zato me zanima, na katerem literarnem drevesu oziroma v knjižnih platnicah te bomo lahko razen tej tvoji zbirki našli. Ker vem, da že dolgo ustvarjaš eno zbirko s kar nekaj tematskimi sklopi, ampak jaz se bojim, če se bodo ti tematski sklopi še kar množili in množili, da ne bo založba, ki bi bila tu pripravljena izdati, kaj boš potem v tem primeru? Z teh pesmi res se že toliko nabralo, da ko sem začel, bi rekel, tudi v lanskem letu zbirati pesmi, sem pač mislil, da bi bile 4 teme v zbirki. Potem je pa se izkazalo, da je mogoče vseeno, mogoče ta koncept ni najboljši tudi, da se pač v določeno zbirko kar toliko različnih pogledov da. Druga stvar je pa, da je toliko pesmi, da je to težko, bi rekel, narediti selekcijo, čeprav selekcijo je treba narediti, ampak lahko narediš selekcijo, ne vem, recimo od 2500, ki jih moraš izbrati, recimo 150, ampak recimo potem 150 pesmi že tako veliko, recimo 120 ali pa 80, 4 teme za 80 ali 100, je pa mogoče vseeno težko potem izbor narediti. Jaz ti predlagam, da ponudiš branje drevesom oziroma poslušaš njihov odziv in se glede na to potem odločiš, kaj boš uvrstil v zbirko, ker jaz si je iskreno zelo želim, bom zelo vesela, ko bo izšla. Tako da brž med drevesa. Po moje ima Gregor prav, briga drevesa. No, pa naredi eno demo verzijo. Ampak je dejansko med drevesi recimo res lepo predstaviti recimo poezijo, tudi recimo zelo rad imam dogodke, ki se odvijajo tudi zunaj, no. Če že recimo še kakšne omejitve, recimo takole v dvoranah, a ne, je pred nami poletje, sicer so dopusti, ampak tako, mogoče je res tudi čas, da se tudi zunaj kakšno stvar pripravi. Gregor, se bo zunaj odvil tudi, se bo odvila predstavitev tvojega kakšnega naslednjega projekta oziroma predstavitve nove knjige? Zaenkrat, če ne vem, no, v bistvu sta pripravljene 2 zbirke, ki čakata na interes. Nekako sem rekel, da ne bom pošiljal okoli tekstov. 2 knjige sta po mojem čisto dosti, se pravi, da moraš eno knjigo napisati, otroka narediti, pa drevo posaditi, ne. Tako da, otroka pač nimam, ne, tako da sem 2 knjige napisal. Upam, da gre, da šteje to, da zamenjaš ena za ena, ne.
Drevo sem tudi posadil ginkgota, najstarejše drevo na svetu, ki obstaja, dinozavra med drevesi. Ne vem, mogoče, če bo kakšen interes za izid elementov ali pa 10 dreves, to so te dve, ki ste danes slišali. Če te krajše so, to so elementi, ki jih je, mislim, da jih moram še 20 napisati, da jih bo 365. Jaz sem zainteresirana. Ja. Ja, ena roka je že gor. 365, da jih bo 365, se pravi za vsak element za en dan v letu. Ali pa mogoče še enega za kakšno prestopno leto. No. Pol po v bistvu kratke, pač ta zbirka kratke proze, ki ste pa slišali, ki se pa dogaja dejansko neposredno z drevesi. Elementi so sicer vseh barv, niso samo drevesa, tako da dreves je pravzaprav zelo malo, sem mogel kar urank iskati, da sem še kakšnega ven izpisal, ga govoril o drevesih. Ja, definitivno sem rekel, da na današnji dan sem na Facebooku napisal, da ne bom več nastopil v zaprtih prostorih, da bom, če se bo še kdaj zgodil literarni večer, ki se pri meni dogaja na nekaj let, da bom vztrajal, da ga bom zunaj, ali bom pa poslal nek posnetek svoj, pa ga bo predvajal, če bo hotel iz narave, da ga bom pač naredil nek selfie, video selfie. Ne. Tako da, toliko, kaj bi še povedal? Jaz sem se malo poigrala, začetki in konci vajenih, mislim, da 2 literarnih del, se pravi pesmi in tvoje proze, in sem prišla do nekega takega luškanega prepleta, pa bi vaju prosila, če ga na kratko predstavite kot za vajino zaključno točko. Se pravi, vsak prebere tisti del, ki ga je sam napisal. Ko bova pa to prebrala, ker imava sam en mikrofon, pa gre en. Eden gre mogoče tja, drugi pa se mu z mikrofonom pridruži. Literati morajo vedno biti znajdljivi. Ja, ga moramo še predstaviti. Ali samo prebrati? Po mojem ni treba, po mojem samo preberete. Da vidimo, kaj mi je ratalo, vama in meni. To je neke vrste mix, best of ali kako, ne? Ja, recimo. Ni naključje, da se življenje igra s spletom vseh popisanih smrti. Bolan človek se je približal gozdu, sedel je na štor in vprašal, zakaj me sovražiš? Na vektorjih dotikov se kužen golote, ranjen. Vedno pogosteje odpovedujem brezupu težnosti neme smrti. Tako se še danes tisti, ki požene korenine do svoje preteklosti, ne boji svoje prihodnosti, saj kot gost živi v sedanjosti, v pravem času. Hvala lepa, lepo sta spletla in napletla ta literarni večer. Zaključek pa prepuščam Dejanu in Katarini, in sicer s pismom v Kanado in z vampirji. Še prej se pa zahvaljujem vsem vam, ki ste res prišli v velikem številu nas obiskati, vrhovni šefici Tatjani Avsec in JSKD območna izpostava Ljubljana okolica in seveda Kulturnemu domu Medvode. Lahko noč od mene. A midva tudi narediva miks obeh komadov skupaj? To je pismo, ki ga je napisala moja prababica mojemu pradedku. Bog mi daj tebe še enkrat videti, še enkrat te kušniti, nikoli spustiti. Danes je sobota in vse z mene pada, gorke so želje in mrzo je strah.
haja mi blato, haja mi voda, še dišem, težko je utrujen korak. Bog me daj tebe še enkrat videti, še enkrat te kušati, nikoli spustiti. Na pustli ležim, na staro singarco pišem, ki doskrat zašila je moje gorje. Naj pismo odnese vso mojo martro, naj mi potrošta polno srce. Naj pismo odnese vso mojo martro, naj mi potrošta polno srce. Bog mi daj tebe še enkrat videti, še enkrat te kušati, nikoli spustiti. Nobenega ni blizu, nihče me ne vpraša, če lačna sem žejna, če je kaj za narediti. Nič kolikrat se jokam, ker nimam človeka, da gledal bi name, me del pozdraviti. Nič kolikrat se jokam, ker nimam človeka, da gledal bi name, me del pozdraviti. Videti, še enkrat te kušati, nikoli spustiti. Ljubi moj Franc, ki bi vedel, kako to je, ko te ne pišem, velijo ljudje. Izparajši vidim, koliko roči imam v glavi, da še kaj zaslužiš, bo boljše za vse. Izparajši vidim, koliko roči imam v glavi, da še kaj zaslužiš, bo boljše za vse. Bog mi daj tebe še enkrat videti, še enkrat te kušati, nikoli spustiti. Daleč čez morja pošiljam pozdrave, se Ivanka podpišem, sem tvoja čebit. Daleč čez morja pošiljam pozdrave, se Ivanka podpišem, sem tvoja čebit. Se Ivanka podpišem, sem tvoja čebit. Hvala lepa. Odidemo k drevesu, ven. Pa še en tak eksorcizem, ki je bil napisan pred približno 60 leti. Napisal ga je portugalski pesnik in kantavtor Afonso Seca za časa Salazarjevega režima. In jaz sem ga s pomočjo Juša Škrabana, tudi pesnika, prevedla oziroma prepesnila v slovenščino. Vsakršna podobnost s tukaj in zdaj je zgolj naključna.
pod tiho zvezdo, prhutajo skrili temnini. Jato zbirajo se prvo sisi, da izpili nekaj bi krvi. Ko dobrikajo se zli obrazi, odprejo vrata tisti, ki bedijo. Vse požejo, vse požejo, vse požejo in nič ne pustijo. Vse požejo, vse požejo, vse požejo in nič ne pustijo. Z vseh strani se zgrinjajo vampiri, po cestah, ulicah korakajo. S vampi polnimi požrtka plina, na vedno nove žrtve čakajo. Lastniki celega so zdaj vesolja, brez zakona zviti so slepari. Kašče popito vino, ko v transu plešejo ječari. Vse požejo, vse požejo, vse požejo in nič ne pustijo. Vse požejo, vse požejo, vse požejo in nič ne pustijo. Na tla poraženci popadajo, kriki režejo vso parno noč. V jarku žrtve te strašne vire, naše črede kri jim daje moč. Dobrikajo se zli obrazi, odprejo vrata tisti, ki bedijo. Vse požejo, vse požejo, vse požejo in nič ne pustijo. Vse požejo, vse požejo, vse požejo in nič ne pustijo. Veš, come tudo, veš, come tudo, veš, come tudo in nič ne nada. Veš, come tudo, veš, come tudo, veš, come tudo in nič ne nada.